Živijo, sva Andraž in Davor, Hej. za Svitek TV in danes sva hotela z vami deliti najno mnenje glede Windows 11. Mogoče, ja, sva malo pozna, ker jih je Microsoft predstavil 24. junija, ampak pač, trenutno je čas dopustov, kaj češ. Vsem pa imamo kar nekaj stvari za predelati in imamo par besed za povedati glede funkcij v prihajajočih Windowsih, tako da, ne vem, dajmo kar začeti, ne? Ej, stop. Sam malo ne boš to hiter, ker vas kot vedno morava sam še prositi, da se ne pozabite naročiti na najin kanal in nama slediti na Instagramu, Facebooku, Twitterju in TikToku. Vsak naročnik nama ful pomeni, res veliko šteje, tako da hvala še enkrat vsem, ki nama zvesto sledite in naj spremljate. Thank you! Sami Windowse kar dost uporabljava. Ja. Davor jih v bistvu ves čas, kar za vse, še največ pa za montiranje telih najnih predragih videov. Res je, uporabljam jih doma, v službi, v bistvu posod in so zame res čisto domač sistem. Jaz sem pred 5 leti naredil preskok sicer na macOS in tudi nimam pritožb, ker je zelo dober in stabilen operacijski sistem, ki ga Apple res vsako leto izboljšuje. Je pa res, da včasih kar malo pogrešam Windowse, sploh kar se tiče uporabe Microsoft Office. Ja, ki imajo na Macih, saj zame osebno, ful slabo pa nelogično podporo, ker pač valjda ni Microsofta sistem. In se zato nekako veselim, kaj bo Microsoft letos pokazal. Lepo slišati. Hvala. Treba je priznati, da je Microsoft v letos predstavitev karatala in sploh ni bila tako cringy, kot je bilo včasih, ko so kar malo plesali po odru. Ja, res, da jim je prenos vmes kdaj malo zaštekal, pa da je Panos Panay, ki je predstavil Windows 11, izgledal, kot doživlja globoko življenjsko krizo. Ampak razen tega je bila predstavitev, recimo, da čist cool. Ja. Sploh pa nas zanimajo Windowsi, ne pa predstavitev, ker itak ponavadi čezmer pri predstavitvah zmaga Apple. Drži. In kaj je novega v Windowsih? Najbolj opazen je sigurno dizajn, ki je postal veliko bolj modern in podoben macOS-u, pa Chrome OS-u, pa tudi mobilnim operacijskim sistemom. Sploh zato, ker je 11 en zanimiv miks med Windows 10 in skenslanim Windows 10X, ki bi bil namenjen tabličnim računalnikom pa prepogljivim telefonom. To pomeni, da so okna dobila bolj okrogle robove in da so postala nekako bolj steklena, z bolj tekočimi animacijami, seveda. Največja razlika, ki so jo opazili uporabniki, je nov začetni start menu, ki nima več tistih ploščic. Teh se je Microsoft zdaj čist znebil, poleg tega pa je po defaultu nacentriran na sredo zaslona, tako kot je v bistvu nekako to celotna orodna vrstica. Ne, nič se vam ni treba bati, čezmer ga lahko postavite nazaj na levo. Ampak ja, Microsoft jo je dal na sredo zato, ker naj bi se to skladalo s temo, da so Windowsi središče vašega ekosistema. We put start at the center. It puts you at the center. It's what you need. Prej sva rekla, da 11 malo spominja na mobilne operacijske sisteme in to se vidi pri začetnem meniju, ki spominja na predalnik z aplikacijami na Androidu, pa tudi če greste skrajno levo na novih Windowsih, se vam prikaže meni s pripomočki oziroma po angleško widgeti, ki vam jih razvrsti umetna inteligenca in spominja na Google Discovery Feed ali pa na meni s pripomočki na iPhonu. Pripomočke oziroma widgete znotraj tega menija lahko tudi poljubno večate ali pa manjšate. Vse vam bojo pa tudi prilagajali glede na vašo uporabo. Če se še spomnite, widgeti so bili zelo nahajpani najprej na spodleteli Windows Vista, tudi kasneje na Windows 7, ampak nikoli niso zares zaživeli. Microsoft se pa še zmer bori in upa, da mu bo tokrat nekako le rata. Ne, mogoče pa jim. Really? It wasn't me. I'm not going down for this! Spremembe pa niso vidne samo tukaj. Če greste skrajno desno na orodni vrstici, tam kjer je ura, lahko zdaj odprete mini kontrolni center, da lahko upravljate s povezavami, zvokom, svetlostjo zaslona, pa še bi se kaj najdel, podobno kot na telefonu. Pa tudi sistemske nastavitve so dobile novo podobo, saj so zdaj lepo pregledno razporejene po sekcijah na levi strani, na desni strani pa v dodatne podskupine. Še enkrat,
Viva, da se ponavljava. Podoben kot na telefonu. Tako jih veliko uporabljamo. Ja. Upava samo tudi, da ne bo to le fasada, ampak da so novo obliko dobili tudi razni skriti meniji, ki jih ponavadi Microsoft pusti pri mir, pa pozabi na njih, ker imajo velikokrat še kodo in izgled iz časa Windows 95. Glih ta nekonsistentnost je ena izmed stvari, ki jih ljudje ne marajo pri Windowsih in močno upava, da je Microsoft to prečistil. Se pa bojiva tega, da bo nadzorna plošča še zmeraj ista, kot je bila v Visti ali pa 8-ki. Sicer je ok, ampak vsem bi lahko majčkeno updateali. Zelo pa pozdravljava, kaj je Microsoft naredil s spajanjem oken, ker imate z lebdenjem nad gumom za maksimiziranje okna več To je opcij. ful hudo. Ja, kako hočete spojiti teh več oken na namizju. To bo prišlo zelo prav vsem tistim, ki multitaskate in imate odprtih več oken. Tukaj bi se lahko marsikdo kaj naučil od Microsofta. Sploh, če imate velike zaslone, bo prav prišlo. Prav tako pa bo prav prišla nova funkcija polnjenja postavitve oken na zunanjih zaslonih, ki so se v preteklosti čisto podrli, če ste laptop odklopili od zunanjega zaslona, oziroma če imate laptop, kot ga imam recimo jaz, na šihtu povezan na tako imenovani back, in pol laptop odklopite, kasneje, ko ga nazaj povežete, so pa vsa okna samo nazaj na laptopu in ne, če govorim za svoj primer, tako kot sem imel prerazporejene po različnih ekranih. Zdaj temu res ne bo več tako, ker si bo Windows 11 zapolnila, kako ste imeli okna postavljena, in če boste kom priklopili nazaj na zunanji zaslon, bodo točno tam, kjer morajo biti. Res uporabna funkcija, lahko potrdim, da bi bila skoraj moja najljubša od vseh, če bo seveda delovala dobro. Would you please just... Kakšne pa so še ostale nove stvari? No, zdaj imate direkt v sistemu kot glavno aplikacijo za klice integrirane Microsoft Teams-e, kar naj jo malo preseneča. Načeloma so Teams-i bolj ali manj namenjeni za neko biznis aplikacijo, za bolj poslovne sestanke, kakor pa za domačo uporabo, kar poveže samo ime. Tako da smo vsi nekako presenečeni, da se niso sfokusirali na Skype, za katerega so tako plačali ogromno in mu namenili ogromne vsote denarja, tako v milijardah, ampak ne, več kot očitno je njihov najljubši otrok Microsoft Teams, tako da zanimivo, I guess. Ampak, kar bo pa najverjetneje zanimalo večino uporabnikov telefonov s sistemom Android, je to, da bodo Windows 11 sposobni poganjati androidne aplikacije, sicer prek Amazonove trgovine z aplikacijami, znotraj Microsoftove trgovine z aplikacijami, so najdeli recimo neko bot, ki pa upava, da bo dejansko dobro delal. Ja, malo je zakompliciran. Ja. Take a look at this! Ampak, ker morate vi vedeti, je to, da sta se Microsoft in Amazon nekako poslovno povezala, kjer je Microsoft veliko bolj odprl svojo trgovino z aplikacijami in omogočil tudi drugim, da imajo svoje trgovine z aplikacijami. S tem, da pobere valjda manjši delež od vsakega nakupa, tam okoli 12%. S tem je Microsoft spremenil svoj poslovni model in namesto, da bi naredil visoko grajen vrt, podoben kot ga je Apple, bo svojega še bolj odprl in ga naredil dostopnega za vse razvijalce in ponudnike aplikacij. Nama se ta taktika zdi zanimiva in kar všečna, če bo valjda vse delal, kakor more. Microsoft je šel celo tako daleč, da je njegov šef Satya Nadella v intervjuju z Wall Street Journalom k sodelovanju povabil Apple, pa jim recimo, da v šali rekel, da ne omogoča iMessages tudi na Windowsih. Like anything that Apple wants to do with Windows, whether it's iTunes or iMessage or what have you, we would welcome that. Apple verjetno tega itak ne bo nikoli naredil, ampak Microsoft s tem nekako hoče prikazati sebe kot bolj odprto korporacijo, čeprav še zmeraj v določenih pogledih tudi ni toliko, ker znotraj Windows 11 favorizira kot prevzet brskalnik Microsoft Edge namesto drugih brskalnikov, kar Evropski komisiji verjetno in sigurno ne bo všeč, ampak pustimo zdaj to. Za vas je važno samo to, da bodo na Windowsih lahko delovale androidne aplikacije, kar bo omogočila Intelova tehnologija Bridge. Se pa sprašujeva, če bo to veljalo tudi na Windowsovih laptopih, ki bodo uporabljali AMD-jeve procesorje. Bomo videli. Ne, verjetno ne boste imeli vseh aplikacij, ki jih drugače dobite v Googlovi trgovini z appi, vsaj ne od začetka. Bo pa to zelo blizu.
Baje ne bi se dal na nek način celo inštalirati APK datoteke od raznih To bi aplikacij. bilo res super, če bo delovalo. In ja, bomo videli, kako bo zares to dobro sploh delovalo. Ob vsem tem se nam poraja tudi veliko vprašanj. A bodo aplikacije dobro delovale? Bodo dobro optimizirane za Windowse? Bo kaj problemov, če katere od teh aplikacij ne bodo narejene za touch zaslone? Bodo težave z velikostjo in resolucijo zaslonov, ker so pač malo drugačne dimenzije aplikacij. Ja, odgovorov na to ne poznava, kakor tudi ne poznava odgovora na to, koliko ljudi bo dejansko lahko sploh inštalirali te nove Windowse, glede na to, da so zahtevane specifikacije zanje kar hude. Upajmo samo, da se ne ponovi zgodba, kot pri Windows Visti, ker to je bila pa res štala, res upajmo, da ne. Evo, to je to. To je bil najmen pogled na nove Windowse, ki so po najnem mnenju zelo lepi in je prav, da so jih končno tudi malo posodobili, čeprav bi lahko naredili več tudi z raziskovalcem. Ampak kar so videli do zdaj, zgleda kar v redu. Upava samo, da jih bo dejansko lahko čim prej sprobala tudi na mojem kompu in vam jih še bolj podrobno predstavila. Držite pesti, da bo to čim prej in da se vidimo tudi čim prej v naslednjem videu. Čau!